No, smo na slovenski obali, pa si poglejmo, kaj vse imamo, kaj vse bi lahko imeli, ne postorimo nič. To je obala v podaljšku mesta Izole, ki je neurejena. Mi trdimo, da ne moremo konkurirati Hrvatom. Seveda ne, tudi potrebe ni potem. Imamo dovolj obale, da urediti bi bilo treba, ampak kdo je bo uredil? Izlani, Koprčani, Pirančani, Portorožani, ne, Ljubljančani, ne. Torej, mi nimamo ne strokovnjakov, ne ljudi, ki bi se zavzeli za resno obdelavo naše obale, na katere bi lahko pripravljali ustrezne turistične destinacije in seveda tako ponudili tujim gostom pravo ponudbo. Če pa to dovolimo, da je tako, kot vidite v tem posnetku, je seveda logično, da ne morete uspeti. Rekli boste, paziti je treba naravo. Da, treba je paziti naravo. Treba se obnašati ekološko. Da, treba se podnašati ekološko. Ampak treba se obnašati tudi racionalno. Razmišljati z glavo in z možgani. Vendar, če možganov nimaš dovolj, bolj seveda nimaš učinkov, in se tako, kot vidite tukaj. In te 45 km obale, ki jih imamo, mi uničujemo, ne uporabljamo in zato je pač tako, kot je. In končajmo s pogledom, ki vidite daljavi mesto Izola, kjer so v središču mesta postavili marino, pobirali lepo denar, se veselijo gostom, ki pridejo v juniju, juliju in avgustu, pa morda še nekaj v septembru, in pravijo, uspeli smo in naš turizem je uspešen. Kje pa? Z ljudmi, ki ga vodijo, to nikoli ne bo, čeprav, kot rečeno, imamo sorazmerno veliko potencialov, ampak kaj če s potenciali, če nimaš pravih ljudi. To je bilo v pomin vsem nam, ne samo tistim, ki se s tem ukvarjajo, ampak vsem nam, da tiste, ki jih plačujemo, upozorimo, da so nesposobni. In lep dan vam želimo.